Jože Marinč se je z razstavo v galeriji Božidarja Jakca v Kostanjeviškem samostanu predstavil kot Krispan, dobri mož, ki v številnih žepih v svojem plašču nosi darila otrokom. Krispan je mož, ki je hodil pri nas, ko sem bil otrok po Dolnji Brigi na Kočevskem, ker je nosil darila za otroke. Prišel je v vas, odprl je svoj lepi plašč, noter so bile pa razne igrače, sledice, blizike, dobrote za otroke, tako da smo bili prav veseli. S tokratno razstavo se vrača v svoje otroštvo. Ne gre pa zgolj za slikarsko ali kiparsko razstavo, temveč za multimedijski performans. Ravno izhajam iz Krispana, vse pod Krispom darovalec, ker je vse nekako vrste iz otroštva, naprimer kaleidoskop, ker sem se igral, ker smo na sejmu, so mi kupili starši eno igračko in kaleidoskop, jaz sem pa to naredil zdaj kot veliko figuro, kjer obiskovalci lahko naredijo svojo sliko, ki je podobna pravzaprav mojim slikam. Potem je tam pojoča travica, ker lahko obračajo in je zvočna kip, zvočna inštalacija, ki govori o tem, da vibracije prihajajo iz samih zvokov tudi v telo in ko neha to, šele počutiš, kaj je to mir, kaj je to vzajemnost. Ena ti daje, ena ti vzame, isto kot Krispan. Ali pa naprimer tlele, ko imam tole kip arhiv, kjer je velika steklena vaza, kjer ti stvari notri daješ, tiste, ki ne veš, kaj bi z njimi, pa so ti odveč, pa si jih namaraš jih stran vršt, ne moraš jih pa nekam dati in tako naprej, potem pa se jaz spomnil, sem rekel, kaj pa če bi to dali arhiv, da bi to spravili, mogoče bo pa nekomu pomagali bodoče rodove. Celotna razstava je sestavljena iz 13 postavitev, zadnjo sicer predstavlja krožišče. Je pa narejeno takole, da so asociacije na razne skice, ki jih jaz delam sproti, in asociacije na pokrajino, ki je okoli nas, pa tudi navsezadnje neke figure, ki se noter pojavljajo, tako da sem probal narediti neke vrste rezime svojega dela, nekaj časa, enega par let. Razstava je nastajala kar nekaj let. Gre pravzaprav za skupek stvari, katerih ideje je popolnoma nepovezano ustvaril skozi leta svojega ustvarjanja. Razstava je nastavila kar več časa, 2-3 leta, dolgo sem jaz prišel do te ideje. Ker od začetka seveda sem mislil, da bi pač naredil normalno klasično slikarsko razstavo, potem sem pa hotel malo komunicirati z ljudmi, ker sem gotovo, da ni počasi dolgčas, tako kot sem začel s kurami, sem doživel velik odziv s temi kurami, s svojimi projektom, ki sem ga postavil v Ljubljani. Pa sem rekel, zakaj ne bi ljudje več sodelovali, več bi prisotni pri mojem razmišljanju. Pa tudi zaradi tega, ker to so bile ideje, ki so v meni bile nekaj časa, pa nisem jih izvedel, pač čas je šel mimo, potem sem pa te stare ideje potegnil iz tega ven in sem jih naredil. Razstava tako odslikava njegovo umetniško kariero in življenje. Pokažem, da sem pravzaprav, bi rekel, da sem kar optimist, kljub vsemu sem optimist, želim pozitivno vsem ljudem, ki jih poznam, dobre volje in pozabljam in vedno bolj se ukvarjam pravzaprav vedno bolj z mojim ateljejem, ker se mi zdi atelje najidealnejše mesto za mene. Namen, ki ga je Marinč z razstavo želel sporočiti, pa je prav tako povezan z življenjem. Jaz mislim, da je zelo optimistično sporočilo. Namreč zaradi tega, ker moje to, sicer je res, da je moje čisto osebno, naprimer bi se lahko lotil političnih, socialnih problemov, pa tega ne. Ampak ne, jaz sem se lotil čisto svojih osebnih, iz otroštva, zato ker vsi tako živimo lahko. Vsak lahko to začuti, da je nekoč bil Krispan, da je bilo neko novo leto, da je bil nek Božič, da so bili neki darovalci, da ima svoje stare igrače, ki so spravljeni tukaj, da je kaleidoskop, ki je itak nekdo ga poznal že 1000 let nazaj, da je morje stvari, ki jih pozabljamo in jaz sem hotel to buditi. Vse skupaj je bilo bolj nekako skupaj, ne? Mislim, da je vsa ta medijska stvar, kot so televizija, internet, to je malo uničilo ta družinski nedeljski dan ali pa kakršenkoli drug dan, ker navsezadnje mi smo se v nedeljo dobivali pri eni hiši, kjer so ženske štrikale, moški so se pogovarjali in mi otroci so se pa igrali. To je bilo vsako nedeljo. Razstava Krispan bo v lapidariji v galeriji Božidarja Jakca na ogled do 21. aprila.